Pozdravljeni v novi epizodi podcasta Seks v pisarni. Danes bomo govorili o eni temi, ki je meni taka zelo simpatična, pa upam, da bo vam tudi, in sicer govorili bomo o nosljivih vibratorjih. Se pravi, vibratorji, ki jih lahko nosiš med tem, ko počneš lahko v bistvu karkoli. Tudi gospodinjska opravila. Kaj sploh je nosljivi vibrator? No, nekaj sem že povedala, zdaj tako malo na hitro, ampak nosljivi vibrator je vibrator, ki je zasnovan tako, da si ga lahko vstaviš načeloma v vagino, obstajajo tudi analni, ampak do tega še pridemo, in te ne moti pri drugih aktivnostih. Dajmo kar malo pogledati. Zakaj so pa tako priljubljeni? Lih zaradi tega. Zaradi te tehnološke naprednosti, zaradi diskretnosti in pač res te svoje vsestranskosti, ne vem, od prilagoditev vibracij do vsega živega. Pač jaz, ko mi čakam, da gremo na primere, mogoče celo malo je slab, ampak ja, pojmo. Drugače pa ja, zdaj naletela sem na informacijo, da prvi nosljiv vibrator naj bi bil razvit konec 20. stoletja in v bistvu naj bi bil namenjen predvsem z raziskovanju diskretnega zadovoljstva v vsakdanjih situacijah. Ampak, ne vem, ta podatek je malo tako, ampak make sense. Sliši se, kada je to res. V glavnem, pojmo kar na vrste nosljivih vibratorjev. Katere vrste nosljivih vibratorjev obstajajo? Vibratorji, ki se ga da nositi, oziroma ki se jih da nositi, so res lahko raznoliki. Jaz imam tle tudi za tiste, ki gledate podcast, imam tudi tle sabo te igračke, tako da vam lahko pokazala. Za tisti, ki pa sam poslušate, bom pa še malo opisala zraven, da si boste lažje predstavljali. Zdaj, eden izmed najbolj priljubljenih je vibrator za hlačke. Jaz imam tukaj dva. In sicer tako. Vibratorji, ki so za hlačke, pri enih dobiš celo hlačke zraven. Vibratorji, ki so za hlačke, so ponavadi namenjeni zunanji stimulaciji oziroma stimulaciji klitorisa in z njimi ti mora biti pač udobno, zato so ponavadi tudi takole malo bolj oblikovani po ženski anatomiji. Se pravi, da se lepo prilega na klitoris, da je malo tako ukrivljen v bistvu, da ni prevelik in tako. Jaz imam tlele dva različna. Eden je z daljinčkom. Tale daljinček je res takole oblikovan, da noben ne bi vedel, kaj je, tudi če ga pustiš tako, ne vem, pač nekje na mizi, ali doma, ali v restauraciji, ali kjerkoli pač. Tako zgleda, kot en krogec, pač nič. Ta drugega, ki ga imam, ima pa še to zanimivost, da v bistvu ima, ne samo, da ga lahko staviš v hlačke, ampak da res se nikamor ne premakne, ima še tak magnetek, ki pride na drugo stran hlačk. Se pravi, če si predstavljate, da imate vibrator na zunanjem spolovilu, pa pol hlačke čez, pa pol čez hlačke še en tak zelo tanek magnetek v krogu, da vam pač se res ne premika. Ponavadi so zasnovani tako, da stimulira klitoris, potem pa tudi zraven vhod v nožnico dostikrat še stimulira. Ta drug, ki ima magnetek, ima pa še to drugo zanimivost, da se ga da upravljati na aplikacijo. Zdaj točno dva primera, ki jih imam jaz, je en Panty Rebel, to je ta z daljinčkom, ta drug je pa od Satisfyerja Sexy Secret. Ampak o samim nosljivih vibratorjih, ki se jih da upravljati z aplikacijo, vam bom povedala pol več. Poanta tle je bila, da obstajajo taki, ki si jih lahko daš v hlačke, lahko si jih daš v katerekoli hlačke, spodnje hlačke, ki so ti pač udobne. In to je to. Tale od Panty Rebla, tale črn, ki ga kažem, ki je na daljinčka, se dostikrat v bistvu ustavi lahko kar v tist žepek, ki ga imaš v spodnjih hlačkah. Pa se tega tudi v končni fazi. Ampak ja, lahko se ga pa pač sam tako da, a ne, brez tistega žepka. Tako da, te so ful luštkani, pa kako bi rekla, te so res taki, da ti malo popestrijo dan. Ja, valjda te tudi pripeljejo do orgazma in tako in pač ves ta adrenalin rush imaš, a ne, če jih kamorkoli nosiš. Do to se bomo še pogledali, kam vse lahko nosiš te vibratorje, a ne, pa šle domišljija, pač res nima meja. Ampak tako, ful so simpatični, pa izredno popularni, no res so izredno popularni. Tako da ja, gremo kar naprej. Upam, da sem vam v redu razložila.
Naslednji, ki so zelo popularni, pa se tudi da nositi, so vibracijski jajčki. Tudi te vibracijski jajčki, kako izgledajo, ponavadi je pač vibratorček v obliki jajčka, lahko je malo bolj tak dolg, kakor je ta, potem ima tole vrvico in pa tak repek. Pač vrvica je zato, da ga lažje ven dobiš, lahko imajo tudi na koncu zapolnjenje, antenco, če so na aplikaciji ali pa daljinčka in tako. Zdaj, jaz imam tele recimo 3 različne, takole. Tole je tak jajček, ki sem vam prej govorila. Fora je pa to, da v bistvu stimulira notranjost in omogočajo pač to so za penetracijo, ne, se pravi, da si ga ustavite res noter, ne v hlačke, ampak prav noter in ga noter nosite. Tele vrvice so ponavadi take silikonske ali pa zelo take upogljive, mehke, tako da če imate tole noter v hlačkah, da imate hlačke čez, res nič ne moti. Tudi te se ponavadi upravlja z daljinčkom, lahko pa se jih upravlja tudi na aplikacijo, tako kot imam jaz recimo te 2 zraven. Tole je Easy Connect, tole je pa Lush 3 od Lovance, ta ima ful lep ime, Aria. V glavnem, te 2 sta si med sabo precej podobna, malo sta si cenovno različna, oba 2 se da upravljati z aplikacijo. Kaj v bistvu to pomeni? Zdaj sem že parkrat omenila aplikacijo. Aplikacija pomeni, da v bistvu se prek Bluetootha poveže z vašo igračko, ampak lahko potem v bistvu tale igračka je upravljana ne glede na razdaljo. Recimo pri daljinčku si omejen na razdaljo, koliko metrov si lahko stran od nje, da pač daljinček še lovi, pri čemer pa pač pri aplikaciji pa s tem nisi. Tale Lush 3 vam je verjetno zelo znan, zato ker je bil zelo popularen pri tistih camgirls, ampak ponavadi ste verjetno, če ste gledali te stvari, videli sam tale repek, kako ven štrli iz vagine. Dostikrat so nosljivi jajčki tudi oblikovani tako z rahlo izboklinico, da dobro stimulira tudi še G točko, so pa narejeni tako, da so lahko zelo močni in pa da so tudi tihi. Tako. Potem, če gremo naprej, nosljivi vibratorji lahko obstajajo, o tem sem že enkrat govorila, ker je bila neka epizoda bolj za pare, ali za vibratorji za pare, se ne spomnim. Se pravi, nosljivi vibratorji za pare, kaj to pomeni? Se pravi, ponavadi pridejo takole v obliki podkvice, vibratorčki, isto, lahko se različna upravljanja imajo, ali direkt na igrački, ali daljinčki, ali aplikacija in tako. Ponavadi so v obliki črke U ali pa podkvice in en repek gre v vagino, drug pride na klitoris. S tem, da ta repek, ki pride v vagino, je ponavadi tanjši kot ta del, ki je zunaj, zato da je potem še prostor za penis. In tole se v bistvu je nosljiv vibrator, ampak je namenjen za medspolnim odnosom. Tako. Pa tudi taki gibljivi so ponavadi, da se lepo prilegajo, ne, ker pač vsak ima svojo anatomijo in ljudje smo si različni, da se pač lepo prilega. Tako. Potem obstajajo še kakšne druge oblike nosljivih vibratorjev, kot je tale. Tole je od Honey Playboxa, Melody. Meni je to toliko zanimiv, pač iskreno vam povem, tega še nisem probala, ampak si ga izredno želim, zato ker kako tele bunkice not vibrirajo, a to kaj tako skup, pa pol še dodatne take stimulacijo dela in njihov material meni je res ful fin, pa tale oblika mi je ful zanimiva. Za vse tiste, ki ne morete videti, zgleda tako, spodnji del zgleda kot tisti vibrator za vahlačke, se pravi, da stimulira klitoris, je tak pač tako upognjen del, potem je pa del, ki pride v vagino in ima tako gor 2 krogca, 2 bunkici, 2 krogli, evo, like poznam, bravo jaz, oziroma telesa, geometrija moj doma. V glavnem, tam je ful zanimiv, ker je pač tako res nekaj posebenega, nekaj drugačnega. Tako da ja, če kdo tole že probil, dajte mi prosim pokomentirati, kako je bilo, jaz bom mnenja izredno hvaležna, jaz bom pa tudi čim prej šla na to, da sprobam, pa da vam lahko iz prve roke povem. Če je res tako poseben, oziroma
če ta njegov ekstravaganten videz kaj pomore k večjemu užitku. Ampak jaz sem prepričana, da ja, ker je res tako zanimiv. Prej sem govorila tudi o tem, da so nosljivi vibratorji izredno vsestranski in diskretni in tako. Kar se tiče nosljivih vibratorjev, je res dobro to, da so vsi zasnovani iz takih materialov, ki se bodo vedno nekako prilegali vaši anatomiji. Se pravi, vibratorčki za vahlačke, ki so pač res tam za zunaj, za klitoris, so se pač z obliko vedno potrudili, da je čim bolj univerzalna za vse, ampak teh ustavljivih je pa zmer tako, tudi če je jajček je pač seveda bolj kompakten in trd, ampak da je ta del, ki pa pride potem ven, pa da ga morate kje tako nositi, da je zmer tak upogljiv in prijeten in da je tudi sam material igračk res prijeten za nošenje. Ne? Prej sem omenila tudi, da obstajajo analni vibratorji za nošenje. Zdaj, tudi tam so različne oblike, lahko najbolj pogosti so pa pač kakšni analni čepki, ki imajo tole sidro, se pravi, da čep ne uide v anus, malo bolj, kako bi rekla, malo bolj prijetno zasnovano, a ne, da potem ti smedriten sam res ni neprijeten. Tudi te potem zraven dobiš kakšen daljinček in tako, da ga lahko tudi nosiš naokrog, kjerkoli si, ali pač tudi med seksom so tudi sami daljinčki izredno priročni, da ne rabiš tam zadnji se stegvati pa klikati pa tako. Tako da to je to. Zdaj tako, razni jajčki so bili v bistvu namenjeni temu, da se zavaje krepitev medeničnega dna, ampak ja, ker zadeva vibrira, je pač tudi izredno prijetna in tako, kot pri kakšnih masažerjih smo punce tudi zelo hitro ugotovile, da prinaša užitek in da so res, res fini za nositi. Tako. To je nek tak hiter pregled teh igračk, ki sem jih hotela danes izpostaviti. Zdaj pa ta zabaven del. Kdaj lahko nosiš to? V bistvu čisto kadarkoli, samo da je pač prostor temu primeren, ali kako bi rekla. Zakaj ljudje radi nosijo tem? Zakaj ljudje radi nosijo? Danes je malo tak čuden dan. Zakaj ljudje radi nosijo te vibratorje naokrog ven izven svojega doma v kakšne malo bolj riskantne prostore, je lih to, a ne, pač ta thrill, to vzburjenje, ta misel, pač adrenalin se ti dvigne. Kaj pa, če bo kdo pogruntil, koliko sva, ne vem, packa, kaj počneva, ne, pač je to par in tako se konec koncev lahko pač tudi sama to počneš, a ne rabiš to nujno v paru početi. Tako da ja, pač ta adrenalin rush, to vzburjenje, dostikrat ima ljudje tudi, ne vem, grejo na zmenk na večerjo, pa imajo potem to tudi že tako malo predigre, pa ima partner aplikacijo ali pa daljinček pa malo med večerjo pojača vibracija ali jih pa sploh pržge, a ne, to so skozi neki taki sunki presenečenja, plus tega, da v bistvu ves čas, ko imaš ti to noter, si tako malo v negotovosti in v stanju pripravljenosti, kdaj bo zdaj potresal, kdaj te bo presenetil in tako. Tako da ja, vsi te občutki ful pripomorejo že kot sama predigra, vzburjenje in pol, ko prideš domov, pol je sam še, a ne, finish line. Preden nadaljujem zdaj z idejami, ki je ful zabavno to jih uporabljati iz izkušenj ljudi, a ne, seveda pač to je vse bazirano na tem, ko so ljudje že to probavali in so pač nosili naokrog, danes se mi res jezik zatika. Kar se tiče samih oblik teh igračk, obstajajo tudi različne variacije, se pravi, ni nujno, da je samo vaginalno, enega tega variacijo sem vam že pokazala, se pravi tale od Honey Playboxa, ki stimulira klitoris in notranjost nožnice. Lahko je pa potem še tak, recimo znamka Teasers ima dva taka izredno zanimiva, kjer ima eden še potem še od zadnji, eno tako tanjši podaljšek, ki lahko potem ostaviš to še v anus, tako da še anus stimulira, ali pa en drug, ki ima, se pravi na tem delu, a ne,
tako tle od zadaj, da v bistvu pride samo takole na presredek, tak podaljšek, tako take krogalce izgledajo, da v bistvu samo presredek masira, če ti ni lih, da bi analno, in tisti so tudi izredno zabavni in izredno zaželjeni. Tako da ja, tam imaš celoten tretma spredi, zadaj in še noter, tako da tisti je res fino. Pa ono teaser se mi je v bistvu ful všeč, ker tisti del, ki je noter, ta del, ki pride noter, ima še tako v bistvu tak tapkalni del, tako da v bistvu še tapka po G točki, tako da ja, tisti je kar tak zanimiv. Ok. Pojmo še pogledati, kje vse lahko uporabljate nosljive vibratorje. Zdaj, ena taka meni zelo ljuba ideja je, da si v bistvu popestriš tudi to, kar sem rekla, da lahko tudi same to nosite, da ne rabite lih, ne vem, dejta ali pa pač v paru nekam iti ali pa kakorkoli, da si popestriš svojo vsakodnevno rutino. Lahko si pač to sam daš noter, lih stok, da te mečkan žgečka, da te mečkan, kako bi rekla, da te mečkan draž, ne vem, med pospravljanjem stanovanja, med branjem kakšne spicy knjige, med karkoli ti počneš doma, pa da je tako neki random, da ni ono zdaj se grem, ne vem, zdražati, pa se grem potem do konca zrihtati z drugimi igračkami ali z roko ali kakorkoli, ampak res ono, da si sam majčkan tako popestriš čas doma. Tako da ja, v neki domačem okolju in tako. Itak ja, pač jaz ne bom naštevala zdaj nekih teh ful klasičnih situacij kot za predigro s partnerjem in tako to pač mislim, da je logično, da lahko takrat uporabite. Tako. Naslednja ideja je za tiste, ki se radi posvečate, kam je me to vse zlezalo, že se opravičujem. Za tisti, ki se mogoče radi posvečate raznim meditacijam ali pa da res poslušate glasbo, samo poslušate glasbo, ne, da imaš tako nek šum od zadaj ali pa gledanje serije tudi, ne, pač vseeno je lušten, če si tako lemečkam popestriš. Kar sem pa rekla za samo meditacijo, ne, to bomo tudi kdaj drugič obdelovali to temo, ampak ja, take stvari so vsem ful zanimive za raziskovanje lastnega telesa in občutkov lastnega telesa in potem kako se odzivaš na to in tudi koncentracija med tem in takšne stvari, ne, tako da ja. Prej sem že omenila, da lahko vzameš to na večerjo in kaj vse lahko počneš na večerji in zakaj bi bilo res to dobro, tako da tle vas sam spomnim, ja, tudi večerja, ne pač, da greš na neko, eni so bili celo toliko drzni, da so odgovarjali zanč na anketo, da bi to ne tako pač na večerjo ali pa v bar, pač, ko greš s partnerjem, pač neki random, ne, ampak ker sem dala tako vprašanje, a bi to nesli pač v bar večerjo, pač tako date, ali da bi imeli to na plaži, ali bi imeli to na domačem kosilu. A veš, tudi, ko se zbere družina in tam. In potem je celo ena napisala v smislu, da so bili na enem družinskem kosilu in da je imela ona to noter in da je sestrična prišla do njiju dveh in je bila, jaz pa vem, kaj vidva počneta. Oh my God. Pač koliko je moglo biti to awkward, ali pa ne, pač mogoče je bilo tako, it's natural, naravno je, lej, kakorkoli, vsakemu svojem, dokler je consent, dokler je varno in tako. Omenila sem tudi plažo, ja, tudi na plaži, mogoče bolj kakšni osamljeni plaži ali pa tudi neosamljeni plaži, no, bi bilo to zanimivo. Zakaj? Zato, ker so te stvari tudi vodoodporne. Iskreno ne vem, mislim, po moje ni lih pametno to v vodo morsko tako nositi, ker ne vem, kako je s higieno, tle bi se mogla mečkan pozanimati, ker pač ženske imamo svoje dele lahko občutljive, ne, tako da sploh, če imate kakšne težave, ne, s kakšnimi tako, ne, vem, da kakšne ženske jim morska voda dela težave, poleg bazenske, ampak ja, ampak na plaži, tako pa po moje ful zanimivo, ali pa na kakšnem sprehodu, pač karkoli, da je tako narava od zunaj, a ne. Je po moje tudi zanimivo. Da za motivacijo na pohodu.
Jaz ful ne maram v hribe hoditi. Ful mi je všeč feeling, ko pridem gor na hrib, ampak ne maram pa hoditi v hrib. To bi me zihar motiviralo. In pa prideš gor in si tako, ko pač je vrhunc hriba in tvoj. V glavnem, ja, sem očitno prišla na krasno idejo, nosljivi vibratorji za med pohodom oziroma hojo v hrib. Ali pa v fitnessu. To bi tudi lahko probala. Ker jaz hodim v fitness, ampak zelo malo. Organizacijsko mi ne uspe volje, tudi nimam nobene. Tako da ja, mogoče bi me to motiviralo. Ker orgazme imam pa rada, to pa priznam, da jih imam. V glavnem, poleg raznih večer in tako so tudi ljudje poročali, da jim je bilo to izredno fino nositi na raznih tako prav zabavah in prav dogodkih, tako tematskih dogodkih, namembnih dogodkih. Mogoče je bilo zabavno punce. Za kakšne dekliščine bi bilo to po moje ful zanimiv. Pač sploh, če imaš take bolj odprte, pa lahko, ne vem, bride to be ima to noter, pa si druge malo podajajo, da je tam malo tresa. Sicer to bi bilo malo tako hecan, ampak ja. V glavnem, ja. Teli vibratorčki so res eni izmed meni ljubših, pa ne samo meni ljubših, tudi drugim. Ker kakor sem omenila, res so tako vsestransko uporabni, res so fini, res lahko doprinesejo. Zdaj pa pojdimo malo naprej še k temu upravljanju teh nosljivih vibratorjev. Zdaj, kakor sem že omenila, to lahko nosite res kjerkoli in da vam partner to upravlja. Jaz, ko sem prvič slišala, da se da vibratorje kjerkoli uporabljati na aplikacijo, meni je bilo to toliko neumen. Jaz sem bila tako pač, dobro, a smo zdaj že toliko nesposobni, da moramo s telefonom še vibratorje upravljati, ali kaj me že daljinc mi je bil tako glupa. Pa kje sem jaz pomislila, da bi v bistvu tako za neko to draženje, pa tako za to prevzimanje nadzora, pa tako, ker pač nekatere to vzburja, da bi to povezala, ampak ja, vse pol mi je prišlo izriti v glavo, da je to ta situacija. V glavnem, ja, se pravi, sandalinček, kaj slabost lovi sam na neki metrov, nisem neki, vse je tudi tako 10 metrov pa to, ampak recimo čim je drugo nadstropje ali pa karkoli pa da je manj, po moje ne bi šlo, ali pa da je druga soba. Tle pride pa zdaj na vrsto aplikacija. Ok, gremo čisto osnove. Aplikacija se poveže z tem vibratorčkom in tisti, ki ima aplikacijo, potem tudi vibratorček nadzoruje. Ampak ne gre se samo za ta nadzor tle. Dejansko večina teh aplikacij je narejena tako, da tudi pomaga parom, ki imajo, recimo, ki grejo na potovanja posebej, oziroma da en odpotuje, službena pot, zveze nadaljavo, kakorkoli, da lahko nadaljavo upravlja ta vibrator in v bistvu pač si s tem popestrita vezo, s tem si pač malo pomagata za ta čas, ko sta narazen. Samo bom popila. Zdaj pa, če gremo naprej na samo aplikacijo. Ful je zanimivo, ker tako, kot sem prej omenila, pač ta vibrator lahko tudi nosiš med poslušanjem glasbe, med branjem in tako. In veliko teh aplikacij v bistvu ima tudi že to not zajetih. Nekateri imajo celo gor kakšne erotične zgodbe in potem ti glede na to zgodbo pač to vibrira. Pa ne govorim zdaj samo nosljivih, ampak vseh, ki imajo pač te aplikacije. Ampak pri nosljivih se mi zdi ful fajn to, ker med tem lahko počneš še karkoli drugega zraven. Pač res nisi tako omejena. Zdaj z rebitom lih ne moraš hoditi naokrog po stanovanju pa poslušati zgodbo, pa da te tam malo trese med nogam pa tako. Ti so res pač tako uporabni, če želiš multitasking izkoristiti svoj ljubi čas. Naslednja stvarka je tudi to, da imaš lahko gor playlisto in potem po glasbi vibrira. To mi je ful zanimivo, sploh za vse glasbene navdušence, ali pa tisti, ki imate zelo radi glasbo med, ne vem, samozadovoljevanjem, med spolnim odnosom.
je tle ful fajn, da v bistvu ti že to vse omogoča, ne, da imaš vse hkrati. Plus tega na aplikacijah si lahko imaš live upravljanje, se pravi, ponovadi lahko drsiš tako s prstom in si lahko tudi potem shraniš to, ali imaš pa že vnaprej nastavljene nastavitve. Kakšne te aplikacije imajo potem tudi foro, da se lahko povežejo z kakšnimi zunanjimi dejavniki, kot so kakšni filmi za odrasle, pa ti potem glede na to vibrira. Tako. Mene pač aplikacija najbolj impresionirala tle v tem smislu tega upravljanja, pač ja, meni je to razburljivo in tako in razmišljati o tem. Se mi zdi vseeno malo bolj praktično, kakor pa daljinček, a ne, če greš ti nekam ven, pa si na večerji, pač telefon imaš itak skozi pri sebi. Kakor pa, ne vem, daljinček, pa tistem klikati, pa kam ga boš odložil, pa tako da od penti rebla je res vse, ka ben boh ne ve, ampak kaj pa, če tega, ne vem, natakar odnese iz mize, ka misli, da je pač nekdo tam nekaj pozabil. To sploh nisem pomislil, ne. Ampak ja, ne, meni je aplikacija ful fajn, res se jo da dobro izkoristiti, a ne. Pa tudi to nadaljavo, ne, da se malo tako pališ, pač to mi je tudi ful všeč. Pa mislim, da kakšne so celo tako, da lahko odpreš chat, pač neke te zasebne kanale, pa pol prek tistega ti lahko kdo upravlja. Tako da ja, to je to, kar se tiče aplikacije. Še kaj tazga, ful ne bi rada pozabila česa. Ne bi. Ne, mislim, da je to to. Zdaj, tako, mogoče se marsikdo sprašuje, zakaj bi to sploh nosil med vsakodnevnimi opravili. Zakaj bi to nosil na dejt, zakaj bi to, zakaj bi Za dejt sem že povedala, ne, iz katerega vidika je to ljudem všeč, se pravi adrenalin, razburjenje, jih bojo dobili, počnejo neki kvazi prepovedanega na enem takem placu, a ne, pač tako, malo se počutijo tako, a ne, take skrivnostne in razburljiva in vse to. Če pa, tle je bilo prav zanimivo, a ne, ker ljudje so poročali o tem, da ko so nosili to doma med vsakodnevnimi opravili, da so se pač itak boljš počutili, a ne, zakaj, spet se gre tle, zato da pač nam se potem sproščajo endorfini oziroma zvišuje se raven endorfinov in s tem se tudi zmanjšuje stres. Ampak jaz ne morem mimo te ideje, kako sem se to spomnila, da bom jaz to v hrib nosila. Daj, prosim, če je kdo že nosil to v hrib, a mi lahko, prosim, pokomentira ali pa v fitness ali pa nekjerokoli drugo, pač tako telesno, športno aktivnost. Dajte mi napisati, prosim, to bi mi bilo ful zanimivo. Tako. Zdaj tako, jaz bi vam dala še par nasvetov, kako izbrati vibratorček, ki bo primeren za vas. Prvo, kar razmišljite, je to, a vam bolj odgovarja zunanja ali notranja stimulacija. Se pravi, a bi vam bolj odgovarjali, da vam stimulira klitoris ali da vam stimulira G točko oziroma pač notranjost nožnice. Že tle lahko takoj date na dva različna sklopa teh igračk, se pravi, boste tistega zunanjega vzeli ali pa tega za noter. Lahko tudi kombinacijo, ali pa analno, ali pa če bi kar vse troje, Zelo malo sem se dotaknila tega vibratorčka, ki je v bistvu za pare, za med seksom, ampak bomo še prišli do tega. Se pravi, prvo razmislite, kaj vam najbolj ustreza, zunanja ali notranja stimulacija ali oboje. In tle si boste že ful boste naredili s tem. Drugo, kar je, da tudi malo gledate, čeprav večina igračk je zdaj iz takih materialov, vse igračke pač so takih materialov zdaj, ki so okej, pač, ki so koži prijazni in to, ampak jaz bi vseeno izpostavila, da mogoče jaz bi se odločila raj za silikonske igračke, čeprav vse so tukaj, ki sem danes kazala, so vse iz tega koži prijaznega, varnega silikona. Ampak ja, malo poglejte to. Barva, to je res samo en tak estetski vidik,
v smislu, pač itak je noč, ne vidiš, kakšne barve je. Ampak kako pač, ko človek kup, pač vse en rad vidi, da je to neke barve, ki si želi. Plus tega, zdaj, te, ki so za noter, so tudi lahko različnih oblik. Že tle sem pokazala recimo te 4 tale, dobro, tale ne, ta je za oboje, ampak recimo imam tle 3 različne vibracijske jajčke, 2 sta si malo bolj podobna, ampak še to nista čisto enaka. Tale ima za G točko, tale laž trojka ima pri G točki precej bolj izbuljeno, da vam veliko bolj pritiska, tale pa mogoče malo ožji. Tale pa mogoče malo ožji. Vsem so si pač med sabo malo različni. Se lahko še s to malo pržgem v bistvu. Ma pa tale arija na G točki tlele mečkam takole narebran. Take krožnice ima narejene. Je prazen. Ne. Evo takole. In tale repek je zelo takole upogljiv, lahko ga raztegnete. Vse načeloma, če gre to takole. Se pravi, a bi bolj neki tako, kaj je bolj jajčaste oblike, tako kaj tale, kaj je ta od enega svakoma. Bom jaz tole ugasnila. Da je pač res klasičen jajček, da ni tako zasnovan, kaj jaz temu rečem paglavci, pač ful me na paglavce to spominja. Ta ima res tako sploščeno jajčno obliko. Je pa res, da teli jajčki, ki so prav kot jajčki, ne te, ki so tako izbočeni za G točko, sicer tiste definitivno priporočam vsem, ki imate radi stimulacijo G točke, so res izvrstni. Teli, ki so tako kot jajčki, meni so ful fajn in sicer en je prav res mi prirasel k srcu, je znamke Lavec, L-U-V, presledek E-G-G, takih pastelnih barv, mislim, da so. Meni so res všeč njegove vibracije in jaz ga zelo rada uporabljam, tudi sicer to pač ni zdaj nosljivo, ampak teli jajčki so res tudi ful fini za zunanjo stimulacijo. Če pač tako, zdaj vam govorim malo o uporabnosti njihovi. Seveda noter so ful fini, ampak za zunaj so pa res tudi dobri, ker so taki mehni, priročni za uporabo med spolnim odnosom ali pa za stimulacijo klitorisa, tudi pač med samozadovoljevanjem, kakorkoli. Ali pa tudi takole z njimi, če greste recimo ob vhodu noženco, da v bistvu samo tako malo dražite. Meni so pač ti jajčki res ful všeč, zato ker so, tako kot sem rekla, tudi za stimulacijo klitorisa ful uporabni, pa ful prijetni. Tako. Za tiste, ki bi pa radi malo več, imate pa potem tiste, ki sem omenila, da so lahko kombinacija klitoris noter, ali pa potem še masaža presredka ali pa anusa. Tako da, ja. Material smo vedno uporabite zraven lubrikant na vodni osnovi, sploh pri teh stvarih, ko so ustavljive, da vam bo res čim dlje časa udobno, da bo vse tako, kam more biti. Sicer se ni tako, da bi kaj se lahko zgodilo, ampak pri igračkah res vedno lubrikant, ker tako boste res najbolj izkoristili užitek v njih. Se vam ne moram drugače reči, pač užitek v njih. Izredno pomembno, higiena je pač, če gremo na higieno, higiena je res izredno pomembna pri vseh igračkah, ampak tle bi pa rada še posebej izpostavila, zato ker je čas, ki je ponavadi v temu, čas, ki je igračka noter, sploh če so te ustavljive ali pa v stiku pač s hluzanco, s klitorisom, kakorkoli, je toliko daljši in toliko bolj, se pravi, dlje časa je v konstantnem stiku. Tako da res pazite tle na higieno, pred in po očistiti res čistilom za igračke. Čistila za igračke so, ja, tudi blago milo, ampak iskreno, šla sem gledati sestavine in tako, in čistila za igračke, res se vam splača v to investirati, ker so res ful, tako, kaj je treba, pač res so antibakterijska, antimikotična in tako, in so fajn, tako da ja, pa tudi tega se res toliko malo porab, ko se čisti, tako da ja. Morate pa pol še z vodo splahati, pa potem malo potapkati ali pa sušiti na zraku, potapkati s tem, ker ne pušča nitk, da nimate pol vse namrcvarjen gor. Tako. Ok. Zadnja stvar, ki bi jo pa rada tukaj še izpostavila, je ta. Nošenje vibratorjev.
Izredno pomembno je, da če se igrate, to itak na splošno velja, jaz to dostikrat poudarjam, se pravi privolitev soglasja, ne? Če se igrate z nosljivimi vibratorji na javnem mestu z partnerjem, morate tudi postaviti pravila, a ne? Če vam kakorkoli postane neprijetno, če si primislite, da vi tega ne želite, ali pa tudi on se kakorkoli, a ne, ampak vi to nosite, a ne, tisti, ki nos, bom tako rekla, raj, bo boljš. Res stroga pravila, ne, noben ne sme nobenega v nič siliti. To je vseeno mogoče situacija, ki za marsikoga ga v njegovih mislih vzburja, ko pa pride do tega, da bi to storil na javnem mestu, ga pa lahko stisne, bom rekla. Ne, da se ustraš, ampak lahko te res stisne, da ti pa tega ne bi počel. Ne, da je kakorkoli narobe, pač če kdo to počne, a ne, ampak kakšni enostavno si pol premislijo in to jim ni v redu in morate postaviti res jasna pravila. Ali pa, ne vem, gresta na dejt, pa imaš to noter, kako je z WC-jem, pa takšnimi stvarmi. Se to niso nobene kolobocije ali pa kaj, ampak pač dajte res neka jasna pravila v situacijah, ko res ne bi želeli, da vam partner to prižiga. A ne? Tudi, če je to neko pravilo, med tem, ko naročam pač kelnerju, pa se s kelnerjem pogovarjam, prosim, ne pržigi mi tega. Pač bova pol, ko bova jedla, pa da me preseneti med tem, ko jem, ne vem, sladico, kakorkoli. To si res morate rešiti, da si ne boste pokvarili izkušnje, a ne. Ker zdaj, če je neka situacija, pa vam postane neprijetno, recimo to, kar sem dala primer z natakarjem, da vam tam trese med tem, ko vi govorite, pa vas to zmota, ne, pa rečete, joj, pa si to, pa pa tret, pa nisem mogel niti naročila povedati, kaj si med s tem, a ne, lahko, da ne boste tega vzeli kot tako. Enim bo smešen, enim pa ne. Če vam pač to ne odgovarja, če že vnaprej veste neke stvari, ki vam to ne odgovarja, morate to tudi jasno skomunicirati. In tako bo izkušnja za oba okej, ker boste točno vedela, kaj je za vaju sprejemljivo, kaj je za vaju užitek, pač in psihični užitek in fizični užitek. In tako boste lahko tudi popolnoma uživala v tej izkušnji. In jaz mislim, da za vse tiste, ki bi radi si malo začinali vaše spolno življenje ali pa rečeš, joj, vsak petek, ampak dobro se to vsak petek, glih noben ne hod več po moje, ampak skozi hodva v isto restauracijo, skozi hodva v isti dan, že 10 let hodva pač na zmenk. S tem si boste res popestrili. To je res nekaj tako, taka posebna izkušnja, taka mal nenavadna izkušnja, simpatična, res nekaj, kar veste, sam vidva, da se dogaja, razen če pač, vaju kdo pogrunta, ampak meni se zdi, da oni, ko pogruntajo, so to že doživeli. To so oni mogli že doživeti, da točno vidijo, pač malo tako, če se kdo tako malo obnaša. Ampak po moje se ne, mislim, ne vem. Kaj pa vem? V glavnem, ampak ja, tudi če si ti neki ful hihitaš, pa tako z nekim dalincem tam naokrog upletaš, pol je. Lahko to. Zdaj sem se spomnila iz enega filma, ki je igrala Catherine Heigl, una iz Talentov v belem, ja, še ta generacija sem. Je igrala v enem filmu in je bila na neki poslovni večerji in je imela to noter, ne vem, zakaj je to imela noter, imela je pač nek ta vibracijski jajček in je odnesel tisti dalinc, ampak tisti dalinc sploh ni bil tak majhen luškan dalinček, ki bi bil mogoče lahko kakšen kos nakita ali pa obesek, tisti dalinc je bil res dalinc. In bolj je iz sosedne mize na uni večerji, tam, ko so bili najdu en tam avto in je pač klikal, ker ni vedel, kaj je, valjda je hotel ugotoviti, kaj se zgodi in ona je tam predstavljala neko poslovno idejo, pač onim tam starejšim poslovnežem in tako in kako jo je tresal in ja, pač taka situacija. Spomnila sem se, če ste gledali ta film, pač to je to. Tako. Jaz mislim, da sem vam vse povedala od teh zanimivosti, zakaj bi se to odločali. Upam, da sem dobro delila z vami svoje navdušenje do teh vibratorjev. Jaz jih imam res rada, pač res so mi taki enostavni, simpatični, diskretni, tihi. Res so mi fajn, res iskreno so mi fajn. Ful bom vesela, sem že parkrat rekla vmes, če bo kdo napisal svojo izkušnjo z vibratorjem,
tem. Tako da ja. Danes vam pa rečem še to. Če še ne veste, imamo na Instagramu nov profil in sicer svet.uzitka. Če nam tam še nasledite, dajte nam stisniti en follow, pa pokažite podporo našim super vsebinam. Tako da ja, hvala za poslušanje in se vidimo in slišimo naslednjič. Čau!